Poskočnega smo si lahko gledali v videospotu, sedaj pa je z mano že Dejan Dogaja. Dejan, pozdravljen. Živjo, pozdravček na TV Celje. Vesel sem, da sem po dolgem času spet pri vas, čeprav nadaljavo. Glede na to, da sem sam Laščan, je prav tudi, da takole si lokalno pomagamo, pa se en drugega bodrimo. Mi smo veseli, da te imamo tukaj in pa seveda, da si sedaj se začel ukvarjati samostojno potjo. Zato pa komaj čakamo, da boš pa morda tudi lahko nastopil, ko bo seveda vsega tega konec. Povej nam, kakšni so kaj tvoji cilji za prihodnje, sedaj z drugim imenom, se je tudi kaj druga spremenilo pri tebi v glasbeni poti? Da bi bil zdaj neke drastične spremembe v mojem razmišljanju, v mojem cilju ni. Prej sem bil skoraj 10 let član in frontman Poskočnih, lepo obdobje, in prav je, da če se dva ne razumeta, če sta to fant pa punca, mož ali pa žena, in sta skupaj sam zaradi otroka, je prav, da greta na razen. In tudi tako, pri nas je na koncu bila še sam ljubezen skupna do glasbe in smo šli na razen, in jaz tega niti majčkeno ne obžalujem. In zdaj je tukaj Dejan Dogaja in Dejan in moj Dejan Dogaja band, torej Dogaja band, kjer sta dva notranjca in pa dva primorca, torej Tilen, Andraž, Anže in pa Rudi. No, torej 5 fantov nas sestavlja to ekipo in mi se trudimo, da bo ta Dejan Dogaja brand uspel v čim večjem pomenu. Naš cilj je, da ustvarimo nek ultimativen party band, ki bo tako res znan naslov potem, da boš v petek zvečer rekel, kam gremo pa danes, oziroma kje žuramo ta vikend. In da bo prvi odgovor Dejan Dogaja, da gremo res na ta pravi žur in žuramo do jutra in se imamo res vsi skupaj fajn. Torej, takoj, ko se odri odprejo, ko dobimo zeleno luč, se s fanti, torej Dejan Dogaja band, spravljamo na največjo party turnejo po Sloveniji. Super, komaj čakamo in mislim, da smo vsi potrebni dobrega plesa in pa seveda žure, tako da sem vesela, da si se našel v takšni ekipi, ki ti to omogoča in da čutite in delate isto. No pa malo predstavi te fante, ne? Malo sem jih šla že pogooglati in mislim, da marsikatera punca. Kako ste se našli, kdo so v bistvu ti tvoji novi glasbeni prijatelji? Definitivno, to so 4 super fanti, 4 samski fanti, 4 postavni, luškani fanti, torej 2 primorca in pa 2 notranjca. Čeprav sem Štajerec, je nekako me zdaj pot pelala in nesla v tiste druge konce od Ljubljane gor proti obali. In prav luštno je, vsake 14 dni imamo cel vikend vaje in pot do tja je vedno zanimiva, ker s fanti imamo vedno res tako en prav čudovit vikend, kjer je veliko vaje, veliko muzike in pa nasploh veliko druženja, pa tudi zabavamo se, gledamo kakšne filme, kaj popijemo, kaj pojemo in to je važno, da je pač dobra energija. Imamo torej Tilna, ki je vodja benda, klaviaturist, ki je razredni pouk, torej učitelj razrednega pouka. Potem imamo Rudija na kitari, ki je samo 12 dni mlajši od mene. On je vzgojitelj v vrtcu. Potem imamo Andraža, ki je bobnar, tudi študent na Akademiji za glasbo v Ljubljani na Tokalih, drugače je pa svetovni prvak v frajtonarci, harmoniki, torej vsi tisti, ki sprašujete, zdaj si šel v malo drugačne vode, ali bo še pri tebi vedno prisotna harmonika, narodno zabavna glasba, definitivno. Anže igra frajtonarco, Tilen igra klavirsko harmoniko, jaz igram klarinet in narodno zabavna muzika bo prav vedno na vseh nastopih, koncertih, kjer bo igral Dejan Dogaja band. In še pa za konec najmlajši, to je Andraž Difovc, ki se lahko pohvali res čistim izklesanim telesom. Komaj 19 let šteje, na fakulteti za šport je pa priden in se trudi, je pa že zdaj tako sami six-packi oziroma eight-packi. Prav za punce ta pravi. Super, ko me čakamo, da začutimo to energijo tudi na odrih. Si znan po tem, da vedno nekako kipiš od energije in pa dobre volje in pa same pozitive, tako da sem zelo vesela, da to prenašaš tudi med ljudi in pa nekako inspiriraš vse generacije in pa jih zabavaš, tudi najmlajše, je tako? Definitivno, super, da si izpostavila to temo. Kot Dejan Dogaja želim poskrbeti res za žurko, za tisti dober party, za sinonim za zabavo. No, Poskočni Dejan pa ni umrl in ne bo umrl. To ime, ki so mi ga nadali ljudje, torej Poskočni Dejan,
bo ostal. In ostal bo predvsem in izključno za otroke. Torej, kot Dejan kot Poskočni Dejan, bom ustvarjal glasbo za otroke. Pripravlja se prvi otroški album, potem video vsebine, videospoti, igrače, zgibanke, povarvanke in vse to bom nekako v svet lansiral jeseni, do takrat pa na polno treniramo in delamo na repertoarju in se pripravljamo za velike nastope skupaj z Dejan Bendom. Super, sem zelo vesela, kadar glasbeniki vključite tudi najmlajše generacije, kajti glasba se začne razvijati res že od malih nog in nas spremlja na vsakem koraku, tako da res kapo dol za take odločitve in pa te zelo podpiram. In pa res upam, da bom videla kdaj takšno zgibanko in pa te tvoje stvari, tudi jaz vam ne čakam in pa po moje bo veseli od navdušenja, tako da res super. Se veselim, da imajo tudi oni nekaj od tebe. Ja, hvala. Res, tole delo z otroki mi je res pri srcu, rad imam, ko zapoje naši najmlajši, ampak v bistvu tisti končni izdelek me najbolj zanima. Zanima me delo z otroki, zanima me potem narodno zabavna glasba in pa v prvi vrsti želim ustvariti res najboljši party band in to je seveda prioriteta. Super, dobri cilji si zastavil, jaz seveda držim pesti in pa mnogi izmed nas, da se ti vse uresniči, kar si zadal in pa seveda, da boš s takšno pozitivo tudi naprej. Mislim, da kar si zadaš in pa s takim elanom delaš, vsekakor se potem izpolni in to se pri tebi vidi. Tako da mi smo s tabo in pa res pričakujemo veliko od tebe in tudi, da se kaj kmalu spet vidimo z novim izdelkom. Si bil pa Panda, ne, da povem, to pa ni bilo namenjeno samo otrokom, ampak v neki drugi luči. Tam smo te lahko videli na zelo zanimiv način, bom rekla. Ne? Kdo bi si rekel, da obvladaš toliko zvrsti in pa toliko tonov? Kapo dol. Ja, tale izziv, ki mi ga je ponudil Planet TV in oddaja Kdo si ti, zvezde pod maskom, je bil res neka super popotnica k tej moji novi solo glasbeni poti, nekako šlo z roko v roki. No, tam sem se poskusil kot operni pevec, kot pevec korejskih hitov, kot rock interpret, kot popularen glasbenik, tudi malo smo šli proti Balkan glasbi. V glavnem pokazal sem vse, kar znam in nekako sem s to oddajo dokazal, glede na to, da sem prišel vse do konca, da sem lahko pokazal vseh, mislim, da 8 komadov, ki sem jih odpel, da v narekovaju narodno zabavni pevci nismo zgolj tisti, ki igramo po 12, 14, 16 ur na dan in igramo Golica, Roblek in Večer, da se naša fešta, da znamo še marsikaj druga. In glede na to, da če pogledamo za sklop Slovenije, v tej narodno-zabavni glasbi bi lahko rekel, da je razen klasične glasbe seveda največ akademsko izobraženih glasbenikov, tako da je v bistvu ta muzika zelo kvalitetna. In ko sem bil majhen, sem si želel, da bi igral klarinet v nekem narodno-zabavnem ansamblu in pa bil član orkestrske sekcije, klarinetske sekcije v enem izmed 5-6 slovenskih profesionalnih orkestrov. No, zdaj so moje želje drugačne, rad bi bil komercialni glasbenik, igral na velikih slovenskih odrih, zabaval na ljudi, zato ker imam jaz občutek, da sem na ta svet poslan, da rišem nasmehe na obraz drugim ljudem in takrat sem jaz tudi najbolj srečen. Tako da vesel sem za vsako izkušnjo, ki se mi pripeti v življenju, naprimer oddaja Zvezde pleše bila zanimiva, kjer sem se pokazal kot plesalec, zdaj kot pevec različnih žanrov. No, ne vem, kaj vse še je pred mano, ampak seveda na prvem mestu res muzika in vse, kar je povezano. Super, Dejan, res si vsestranski, tako bom rekla, in pa te podpiramo na tej poti, kot sem že tudi omenila. Si pa prej omenil klarinet, ne? Nekje vem, da igraš tudi klavir in pa seveda tudi na tokalih si se malo poskusil, ne? A so kakšni takšni inštrumenti, ki si pa rekel, da to bi pa mogoče se še rad kdaj naučil? V bistvu najprej sem si igral klavir, imam nižjo glasbeno šolo iz klavirja, potem sem se vpisal na klarinet, na kitaro znam res nekaj akordov. Jaz mislim, da za na oder sem res uporaben kot prvi vrsti frontman, kot pevec in kot klarinetist. Vse ostale dodatne inštrumente imam pa rad takole, da so doma, da se kdaj poprenka, kdaj pritisnem na kakšno črno-belo klaviaturo, majčken za dušo, za ob tabor, niškem ognju, jaz rečem, za na oder je pa treba biti res priden in vaditi in potem se obrestuje. Super. V nadaljevanju si bomo pa pogledali tudi tvoj prvi videospot kot samostojni umetnik in pa seveda kot s tvojim Dogaja bendom. Nenormalno lepo je naslov, zelo zanimiv naslov in pa mislim, da nek tak ovrednoti ta tvoj prvi projekt, kot si ga tudi poimenoval Otročička. Kako je prišla ta ideja za samo skladbo in pa seveda za cel aranžma in pa videospot?
Ja, jaz sem zelo vesel, da je nekako spet se šlo z roko v roki, tako kot je povezava, kako sem prišel prav tako do Celjana, do menedžerja Aleša Uranjeka, ki je trenutno moj glasbeni menedžer in upam, da bo to najino sodelovanje večno. Je nekako kar prišlo, zvezde so se poklopile. Prav tako, da sem prišel do ime Dejan Dogaja, ki mi ga je dal Jan Plestenjak. Potem, da so do mene prišli največji slovenski avtorji, kot so Matjaž in Maj Vlašič, Rok Lunaček, Miha Gorše, nazadnje tudi Jan Plestenjak je bil del ekipe, ko smo sestavljali tale nenormalno lep komad. Se mi zdi, da v življenju je pomembno, da si priden, da vadiš, da investiraš v samega sebe, predvsem v svoj vokal in inštrument kot glasbenik, ampak se mi zdi, če nimaš pa ti vsaj majčke sreče, pa če nimaš v sebi nekega X-faktorja, ko jaz rad to izpostavim, pa lahko ti vadiš po 12 ur na dan, ko ti nič ne bo pomagalo. Če ti ne znaš to, kar znaš pokazati ljudem, rečem takole, umetnost, ki je sama sebi namen, ni umetnost. Torej, ti nekaj, kar ti počneš, vse v prvi vrsti je nujno zlo, ampak ne zlo, je nujno, da je všeč tebi, da si ti s tem zadovoljen, ampak če to všeč sam tebi, pa atijo, pa mamici, pa najbližjim frendom, to ni dosti. To mora biti všeč, glede na to, da ustvarjam komercialno glasbo, mora biti širši publiki in jaz mislim, da čeprav je to moj prvi solo komad, mislim, kot poskočni Dejan in kot pevca mnogih hitov me poznajo že odprej, ampak to je pa res moj prvi otročiček. In ta nenormalno lep komad, pesem, videospot, kjer nekako prikazujem borbo starega in novega Dejana, alter ego, prihodnost, preteklost, potem Dejan s frizuro brez. Se mi zdi, da se vse tako nekako poklopilo, da dejansko opisuje neko mojo življenjsko zgodbo. Pa lahko pričakujemo irokezo tudi vnaprej, ali si se čisto odpovedal temu tvojemu trendu? Ne, zaenkrat ne, čeprav je danes je skrita pod kapco, takole v privat življenju, ko sem doma, ne nosim te irokeze, ko pa stopim na oder, pa si jo ponovadi vedno naredim. Vsaj na začetku bom to frizuro še, tako po domače na narekovajih, furo. Zakaj? Ravno prej sem bil na enem sestanku in so rekli, pa to si ti, če komu rečemo, a veš, Dejan Krajnc danes pride. Rečejo, kater Dejan? Ja, on Dejan, pol je povsem jasno. Nekaj časa bo sigurno še tale frizura prisotna, pol pa glede na to, da se staram, da grem proti 30, bom pa tudi jaz to opustil, pa če gremo gensko povezavo, moj foter je golobučen, torej bom jaz tudi enkrat brez te frizure, vsaj po genih ostal. Omenil si staranje in moram povedati, da star si toliko, kot se počutiš in pri tvoji energiji še dolgo ne boš star, tako da tudi, če boš imel irokezo naprej, bomo te mi spremljali. Vsekakor ti pa želim veliko, veliko uspeha. Mislim, da je čas, da si pogledamo ta tvoj videospot s tvojim bandom in pa želim vam neskončno enih koncertov in pa nastopov in pa dobre volje, takšno, kot si imel do sedaj, da si tudi naprej. In pa seveda hvala ti za tale pogovor in pa za lep začetek telega sredinga večera. Hvala lepa, TV Celje, glede na to, da smo res sorojaki, da sem jaz 15 minut stran od vašega studia, kjer upam, da se kmalu vidimo tudi v živo. Vam želim, da se imejte nenormalno lepo in upam, da se čim prej vidimo na kakšnem slovenskem odru. Uživite in pogledajte si komad zdajle na televiziji in pa še kasneje na YouTubeu, kjer že pridno zbiramo oglede. Hvala lepa tudi tebi in pa poglejmo si skupaj, tako kot je Dejan omenil, nenormalno lep komad. Potem pa ga malo prečekirajte tudi na Facebook strani, kjer vam bo sigurno izdal še kakšno skrivnost za naprej, ko se bo začele stvari malce dogajati. Tako da se vidimo v nadaljevanju, sedaj pa sledi videospot Nenormalno lepo od Dejana Dogaja in njegovega benda.